Torej, komisijo sestavljajo Boštjan Hrabar, član Sveta krajevne skupnosti Ankaran, Vlasta Dežnaber, predsednica Sveta krajevne skupnosti Škofije, Matjaž Kozlovič, predsednik Sveta krajevne skupnosti Bertoki, Nevi Kavrečič, predsednik Sveta krajevne skupnosti Hrvatini, Anton Sagatin, član občinskega sveta, Slobodan Popovič, Marjan Križman, Marko Polon in Luka Juri, tudi član občinskega sveta. Za večjo težo kot sedaj, Mestna občina Koper in z večjo širino kot sedaj, Mestna občina Koper so vpliva pri oblikovanju državnega prostorskega načrta, ne glede na to, da je že v zelo razviti fazi. In to pa bo odvisno od nadaljnjega dela, morda tudi pripomore k spremljanju uresničevanja, torej konkretizacije državnega prostorskega načrta dela. Naša želja je, da bi poleg tega prvega sestanka v 3 nadaljnjih uspeli oblikovati stališča, uspeli oblikovati določen pogled, ki bo lahko potem dejansko vplival pri končni zasnovi državnega prostorskega načrta. Ali nam bo v 3 uspelo, ali pa bomo se odločili za še nekaj dela, je pa seveda odvisno od tega, kako se bo vsa zadeva razvila. Izpostavili smo določena izhodišča in to je, da želimo, da bo državni prostorski načrt, katerega podpiramo, vendarle izoblikovan tako, da bo predstavljal tudi razvoj in napredek za prebivalstvo. Tukaj je praktično celotno prebivalstvo mestne občine Koper močno povezano z razvojem tega DPN. Območje prvega pomora oziroma teh privezov, ki se neposredno nanašajo na center Kopra, ob dejstvu, da imamo seveda še to površino, ki bo po DPN-ju nastala. Ali pa bo ta površina neuporabljena za pristaniške dejavnosti, ali pa morda bo ta površina uporabljena za pristaniške. Kam je problem vojske in ne mestne občine Koper. In se morda pogovarjali o tem, da tretji pomol od tega, kar imamo danes, se vendarle začrta poševno, zaradi tega, da še zmanjšamo njegov vpliv na severni del, to je seveda na prebivalce Ankarana in potem tudi širše